Ob nabrežju Kamniške Bistrice je že vrsto let urejena zelena os za sprehode, tek in kolesarjenje. Manjkal pa je prostor, kjer bi ljudje posedeli ali se razgibali. Tako je v Domžalah nastal prostor sprostitve z urbano leseno opremo, ki navdušuje z dizajnom in toplino. Benjamin, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, ja. Danes smo v slikovitem, barvitem parku v Domžalah in zanima me, kakšno vlogo imajo parki za človeka. Ja, jaz bi mogoče predvsem to omenil, da so v bistvu parki kot nek odvod notranjega prostora v zunanjost. Skratka, vedno gre za neko iskanje dialoga med grajenim in med naravnim. Tako kot ima atrijska hiša pred sabo atrija, tako kot ima vsaka hiša ali pa dnevna soba pred sabo to zunanjo teraso, skratka ta podaljšek notranjega prostora v zunanji prostor, imajo v bistvu tudi mesta in naselja potem to notranje življenje preneseno v ta zunanji naravni prostor. Tako da v bistvu gre vedno za iskanje neke simbioze, nekega medsebojnega dialoga med naravnim in med grajenim. Kakšen je bil ta prostor prej in kaj ste vi novega vnesli vanj? Ja, zdaj v bistvu tle je treba predvsem izpostaviti to, da je ta celoten prostor Kamniške Bistrice, to se pravi celotnega nabrežja od Domžal pa do Kamnika, zdaj nastal kot en tak prostor sprostitve, kjer se ljudje v bistvu sprehajajo, tečejo, kolesarijo. Zelo veliko aktivnosti se dogaja ob temu nabrežju in predvsem pa iz tega stališča, ker so ljudje zelo aktivni tukaj, smo mogoče malo pogrešali, da pa ni nikjer nekega prostora, kjer bi se človek sploh v današnjih časih, ko so zelo hitri, tempo je zelo hiter, nekje tudi umaknil malo ven iz tega vrveža, ustavil, imel malo časa za sebe, to se pravi, ob neki hoji bi lahko tukaj posedel, lahko pomeditiral, lahko naredil neke vaje in tako naprej, raztezne, in iz tega je potem izhajal ta koncept oblikovanja celotnega prostora, iz same vsebine. Kako pa je potekalo načrtovanje opreme in kdo vam je dal izhodišča? Ja, zdaj, definitivno je to, vsak projekt je vedno dialog med oblikovalcem, arhitektom in pa med naročnikom. Tako da tukaj je šlo za eno zelo lepo sinhrono sodelovanje z samim naročnikom, z občino in pa pač v smislu, kaj bi se tukaj dal narediti mogoče nekaj drugačnega. No, in iz tega je pol izhajala ta vsebina urbane opreme v smislu nekih počivalnikov, ki so kot neka horizontalna ravnina, ki malo lebdijo nad tlemi in se potem v bistvu dvignejo v naslonjala, in iz teh počivalnikov potem vidimo recimo tle, te tri vogalne elemente so kot take ploščadi in te ploščadi pa lahko uporabljajo multifunkcionalno, skratka lahko tukaj delajo jogo, lahko se delajo raztezne vaje. Da recimo v Ljubljani je ogromno ljudi, ki grejo v Tivoli, v sam park, pa tam na travi izvajajo jogo. Zdaj tle imajo pa to možnost mogoče, da se usedejo na to ploščad, ki lebdi malo nad površjem in isto lahko karkoli v končni fazi počnejo. Kaj pa dizajn opreme? Videti je zelo sodoben, lahkoten. Zdaj, mogoče bi omenil to, da ko enkrat nekaj zasnujemo v neki naravi, je mogoče že malo samoumevno, predvsem mogoče to pri nas v Sloveniji, pa tudi v teh alpskih deželah, da je že sam les, že sama uporaba lesa ima neko povezavo na tradicijo. V resnici je vsak projekt, ki nastaja, vedno en zelo močen dialog med arhitekturo in konstrukcijo. Tako da v bistvu iz tega principa so nastali ti osnovni konstrukcijski elementi oziroma moduli, recimo sama leto je 8x8 v samem prerezu in na nek statični izračun je to že prerez od tukaj naprej, ki je samonosilen. Les se da enostavno oblikovati, izdelki iz njega pa spodbudno vplivajo na naše počutje in so prijetni na otip. Tudi na prostem les pozimi ohranja toplino, poleti pa se ne pregreva. In katero vrsto lesa ste uporabili? Mi smo uporabili slovenski macesen, in za slovenski macesen je značilno, ker pač malo višji raste tudi, da ima zaradi tega tudi na celotni površini lesa je dejansko več smole. In ta smola pa v stiku s soncem, ko je enkrat že les pripravljen, naredi eno zelo močno zaščito.
S tem, ko so počivalnike in ploščadi za meditacijo dvignili nad tla in jih pritrdili na jekleno podkonstrukcijo, so lesu zagotovili dodatno zaščito. Še prej pa so letve impregnirali proti insektom in glivam, niso pa jih barvali, saj bodo sčasoma naravno patinirale. Park ima v vhodnem delu pitnik iz brušenega betona, kolesarnico in koš. Ti so enotno oblikovani in povezani kot celovita prostorska poteza, ki prehaja iz enega v drug element unikatne urbane opreme. Strokovnjaki so izbrali 3 drevesne vrste in v park posadili perzijske bukve, ostrolistne javore in drene cvetnike, ki bodo iz leta v leto dali več sence in postali še bolj barviti. Pri nekem oblikovanju oziroma presnovanju nekega projekta nikoli ni pomembno v bistvu samo tisto, kar vidiš. To se pravi, pomembno je recimo tukaj, če napeljem tudi tisto, kar slišiš. In mogoče še iz tega vidika toliko bolj kontemplativen ta prostor, ker se lahko usedeš, poslušaš reko Kamniško Bistrico, ki jo slišimo v ozadju, se dotaknemo lesa, vonjamo drevesa, lahko čutimo malo bolj pristno še z ostalimi čutili.